Tole smo res Bogu za hrbtom. Jaz bi rekel, da je ful fotogeničen. Ker so tukaj bili noter ruski vojni ujetniki. Lep pozdrav iz Krasa. Danes bomo raziskovali Kras, pa pojma nimam kaj. Namreč danes imam s sabo dva fanta, tole sta Nik pa Nejc. Živijo. Nik ima tudi svoj YouTube kanal, tako da bom dal link. Ima dobre videe dela, tako da si poglejte. No, mi smo se pa tukaj le ustavili. Lejte, to je tukaj bil požar, smo na Krasu. Mi smo zdaj drugače na poti še do enega fanta. On v bistvu je mene povabil, da bo tle malo razkazal in bomo danes pač raziskovali Kras. Zdaj imamo še 10 minut do njega, potem pa gremo, kakor bo on rekel. Glejte, mlade youtuberje, kako se pripravljajo za snemanje. Koliko imaš še, Nik, ti let? 13? 12. 12. Vsa čast, vsa čast. Tole je Borojevičev prestol. Svetozar Borojevič je bil komandant, bom rekel, tele armade Avstro-Ogrske, ki je bila na tem področju, na Soški fronti. Tole je pa Aleks. Aleks je danes naš vodič. Aleks me je povabil, ne pridem v te kraje. Daj, Aleks, povej, koliko si star? 14 let. In te zanimajo takele zadeve? Ja, rad potujem po Sloveniji in okoli. No, super, odlično. Tako da za danes si pripravil kar nekaj zanimivih stvari, da bomo videli. No, super. Hvala ti za tole. Da naredim kratek popravek. Borojevičev prestol je tole, to mi je zdaj Aleks povedal. Tole je pa Borojevičev, kako, Aleks, je to? Borojevičev spomenik, oziroma vidite tukaj Herzog Josep Straße, tako so rekli, kao te ulici sem tamle prebral. Zdaj naslednja točka, kar bomo obiskali, je Ruska jama. Imamo še malo do nje, takele lepe poti. Zdaj smo pri Ruski jami. Ruska jama se imenuje zato, ker so tukaj bili noter ruski vojni ujetniki. To v prvi svetovni vojni. Tako da zdaj gremo pa noter. Imam tudi luč, pa da vidimo. Evo, kar družba, pete za menoj, da imamo luč vsi skup. Kakor vidite, imam spet tole super luč, ki naredi dan. In sem takoj možno, da vam kaj posnamem, v nasprotnem primeru ne bi bilo možno nič, ko se ne bi čist nič videlo. Ja, tle kapniki. Aha, to je že Aleks povedal, da pridemo do ene dvorane in tukaj se tudi zaključ. Mogoče se jama še kam nadaljuje, ampak se še malo luč pojačal, ampak ne moramo videti čist dober. Je pa zanimivo, se pa tudi sliš voda, tako da zanimiva jama. Tole so neki ostanki, ne vem, skoraj ne verjamem, da bi tole lahko bile neke konzerve več kot 100 let stare, možno pa tudi, ne vem. Tole je tak lep dan za sprehod, sije sonce, dobra pot, tako da potakam, kar lahko človek, bom rekel, z užitkom hodi. Tole je jama, ki se imenuje Pečinka. Samo žal ne bomo noter mogli iti, ker rabiš ključe.
smo jih probali nekako dobiti, oziroma Aleks jih je probal dobiti, pa ni ratalo. Ja, je pa zaprto, tako da ne bo šlo noter. Škoda, bi bilo zanimivo. Zdaj nam bo pa vodič povedal, kam gremo. Zdaj gremo tle po poti po jarku do ene razgledne točke, ki se imenuje Pečina. Zgoraj se lepo vidi morje in Cirje. Super. Se pravi, to bomo šli prav po jarku unem iz Prve svetovne vojne. Ja. Super, to bo zanimivo. To je zdaj ta pot po jarku. Upajmo, da bo še kaj bolj globoko. Samo to je ne v 100 letih. Je logično, da se je tole malo zasulo. Verjetno pa je med Prvo svetovno vojno so imeli to skopano vsaj 2 metra globoko. Tole smo sedaj na vrhu hriba Pečina, 308 metrov je visok. Ni nekaj visok, sam razgled je pa super. Tamle vidite v zadju Cerje. Zdaj pa tukaj je zanimivo, ker so bili včasih rovi, tudi verjeten je to bilo malo rovov, malo jam. Tukaj je zaprto. Se pravi, tukaj se gre v neko jamo, ampak vidite, so rešetke. Tamle je pa še videti še bolj zanimivo. To je res škoda, da nismo dobili ključa. Bi bilo ful dobro not pogledati. Vidite, tle je pa tudi za noter iti. In je to ful dol se spušča. To je po mojem, ne vem, po mojem je malo jame. Malo so pa tudi potem še zarove uporabili, pa so malo kombinirali, tako da lepo iti sem le gor. Tole je pa Aleks čist na hiter najdel, dajte, metek. Ne moreš verjeti, da je star več kot 100 let. Tole je pomnik miru na Cerju. To so pač zgradili za neko prijateljstvo med narodi, da ne bi slučajno še kdaj vojne bilo, ker tukaj je umrlo več 100 000 ljudi. Je pa iz tukaj so tudi čudoviti razgledi, tamle na Vipavsko dolino, v tole smer na Novo Gorico, tako da lepa točka. Zdaj gremo pa na tale stolp. Tole ne vem, iz katerih časov je, jaz bi rekel, da je iz jugoslovanskih. Ti, Aleks, ne veš, iz katerih časov je to. Ok, gremo pogledat. Aleks pravi, da je že bil tukaj, da je lep razgled. Aha. Evo takole gor. Bomo šli gor, fanti, ali ne bomo? Zaplezati je. Samo previdno, ker sem jaz odgovoren, ste vsi mladoletni še, ne? Vsi ti nejci tudi mladoleten še. Ja, evo, gremo gor. No, za gor ne bom snemal, treba biti previden. Jaz sem gor. Ja, razgled je dober. Ne vem, kaj tam le za en kraj, more je čisto blizu. Ja, zanimivo se pospet gor, čeprav so kar take mal zoprne lojtre, no, tako da glih višine te ne sme biti strah. Evo, Nejc prehaja, previdno, Nejc. Ni bilo težko. Dej, Nik, me je malo strah, kad takole ti greš gor. Tebe ni nič? Ne. Ja. Dej, prosim, previdno. Ja. Kar daj mi kamero. Se
drugače ni tako navarno, ampak druge je pa kar groza gledati. Kako je šlo nek neblo sile, ne? Ja. Prispeli smo na vrh Kremenjak, se imenuje tale vrh. 236 metrov je visok. Zdaj, kaj je tukaj zanimivo? Predvsem dol super razgled na Tržaški zaliv. Boste videli. Evo, poglejte, tole dol so Mufalcone oziroma ne vem, kako je slovensko, Trbiš ali Tržič, ne vem. Tle dol nikje ne bi bil dober dob. Tako da taka lepa razgledna točka. Vi tukaj sicer malo slabše vidite, zato ker proti soncu snemam, ampak lepo za sprehoditi se. Na poti, ko smo se vračali iz Kremenjaka, smo naleteli še na tole zapuščeno stavbo. No, videli smo jo že prej, preden ko smo sem šli, pa sem rekel, se bomo ustavili, ker mene take stvari zanimajo. Sicer tole že je najbrž zelo dolg časa zapuščena. Je pa, tako bom rekel, lepa za slikati in sem tudi naredil par dobrih fotk. Tako da poglejte si na Instagramu, pa ne vem, če šel čez. Tako da si poglejte na Instagramu slike. V bistvu eno sliko bom dal, je pa tista lepa, tako da poglejte si. Tukaj gremo še v eno jamo. To je, kakor je Alex povedal, ena popolnoma neznana jama. Se pravi, zdaj, če ne bi Alexa imel, ne bi tole najdel. Alex, jaz tle zdaj vidim, da gre to na dve strani. Mi gremo levo ali desno? Levo ali desno? Levo. Evo. A ta? To je pol... Aja, ne vem, sem že še zmešan. Vi imate tudi nekaj za svete, da ne bo kdo pol? Me prav zanima, koliko... Fantastično, lejte. Se to se mogoče kar škoda dela, ker ljudje noter hodijo. Sicer, če hodijo taki, kot mi, ki ne delamo škode, ne vidim tu nobenega problema. Pridejo pa kakšni malo telekapnike lomiti, pa mogoče pa kakšne smeti prinesejo, ti se pol pa žalost. Tako da... Je pa glede na pot, je kar shojena, tako da nekaj ljudi gre to pogledati. A je tole konc, Alex? Povem, da bo. Ja, tukaj je konec. Evo, tle smo še kužata srečali. Drugače pa vozimo po takih cestah, da ne moreš verjeti, no. Ampak gre. Vozimo se po takih poteh, da si niti mislite, ne. Ampak so tole ful lepi kraji. Drugače pa, če ima kdo kakšne pomisleke, da med vožnjo snemam, pa kamero držim, naj povem, da jo ne, da mi kamero drži nekdo drug. Ne vem točno, kje smo. En kraj tukaj je Gorenja Trebuša. Vozimo se po takih cestah, da si mislite, ne. Ampak je pa zelo lepo. Tu smo prišli v eno dolino, lejte, vse okoli so hribi. Tudi, kakor sem jaz dobil občutek, ful izolirana dolina, daleč od civilizacije. Ovčke pa se ne boste jamen, da me ne bale, lejte, kaj sem naredil. Žal mi je, ni bilo namerno.
Vidite, to je pa tišč reden nagon. Ena je začela bežati, pol pa vselete, pa se kar ne bojo ustavile. Tole smo res Bogu za hrbtom. Tle smo zdaj parkirali, ampak veste, lepo je pa ful. Lepo je pa ful, tako da jaz bom take kraje rad. Zdaj gremo pa Brdarjev slap pogledat v Soteski Gačnik. Sem prav povedal, Nejc? Ja, Brdarjev slap. V Soteski Gačnik. No, gremo. Smo že pri slapu. Jaz bi rekel, da je ful fotogeničen in še tamle dol se nadaljuje po mojem, tako da bomo šli še dol pogledat. Jaz grem pa še do tjale dol, ker se mi zdi, da mu tam ful dobro slikco naredil. Gremo pogledat zdaj še ta dolni del slapu. Previdno je treba iti. Wow! Wow, lejte! Tukaj je slap. Lejte! Tukaj pada dol. No in bolj, če pogledate, tamle še en dol pade. Zdaj pa ful je vode, tako da ne vem, če nam bo uspelo dol pridati. Bomo pa probali. Z menoj ni enostavno planinar, ampak sem fante upozoril, da je nevarno, pa so kar rekli, da grejo. Uspelo nam je priti dol, tako da ta slap je res super. Glejte, tle so dve kaskade, pa še gor, tako da res lep slap. No pa to zanimivo, pa tukaj polet, ki je huda vročina, bi se bilo tukaj najbrž ful dober vkopati. Dober, da je enega na WC, ki je šel v to smer in je videl, da je še tle nekaj. Drugače pa lejte razmišljam, kako lepo se tukaj polet kopati. Pa najbrž imaš privat plažo, bi rekel, voda, prijetno hladna, v teh vročinskih valovih. No, tamle dol, 50 metrov nižji so tisti slapovi, ki ste jih že videli. No, to je pa še ta. Wow, ful dober. In veste, kaj bi jaz tole delal? Če bi bil, ne, polet, bi tole tlele po slapu gor plezal, če seveda dol dovolj globoka voda. Ful dober mi je, tako da wow. Pa še malo bližji. Evo, lejte. Mislim, meni je ful dober. Tle lejte, tolmunče globoka voda. Ful, lejte, kakšni biseri. Pa gre tole mogoče najbrž ne 10.000krat manj ljudi je tleke na nekem slapu kozjek, rečemo, ki se niti kopati ne smeš niti nič, tako da tole je res super. To so moji današnji sopotniki. Oni so šli z mano na izlet po Sloveniji. Fantje, kako smo se imeli? Ja. Boš ti najprej povedal. Ja, danes je bil en res super dan. Videli smo avtorazgledov do Italije, Sotesk, gradov, tako da je bil res en super dan. Kaj praviš pa ti, Nik? Ja, bil je zelo lep izlet, predvsem, kaj je zelo dober zrak in smo res zelo veliko stvari videli. Kaj pa ti, Aleks? Praviš, Ja, Aleks danes je je bil bil- tudi naš vodič, prvi del potovanja, zdajle tale drugi del smo pa skupaj zbrali, oziroma je Ja. Nejc to zbral. Kaj Ja, praviš? danes je bil res en lep dan. Res smo bili res povsod, bili smo na Krasu in tukaj. Res je bil lep, še posebej ta slap, no. Kaj pa pravite na to, ker smo se toliko vozili, pa da smo videli sam tale slap, se vam je zdaj splačalo ali se vam ni? Ja, Ja, se je splačalo. Se je splačalo. No, jaz to zmeraj pravim, da se je splačalo, če na drugega vemo, da ta kraj obstaja, pa bomo mogoče še kdaj drugi šli. Tako da, fantje, meni je bilo veselje in v čas, da sem bil danes z vam, tako da super ste, pa upam, da se še kdaj vidimo. Ja, Dio. adijo. Danes sem šel na izlet po Sloveniji in s sabo sem vzel Nika,
to je 12 let star fant, ki ima svoj YouTube kanal, hodi na izlete po Sloveniji in montira videe in to objavlja na svojem YouTube kanalu, tako da jaz sem nad njemu navdušen, da se 12 let star fant tega lot tudi mora kar brihtam biti, ker veste, montirati ni tako enostavno. Tako da Nik, daj povej, kako to, da si se odločil, da boš ti na YouTubeu videe objavljal? Ja, v bistvu sem se odločil zaradi tega, ker rad hodim v naravo in se v njej sproščam. Eni tudi rajši igrajo igrice, tako da... No, jaz bi rekel, vsaka čast Niku, tako da pejte na njegov YouTube kanal, pod Nikovi izleti ga najdete, oziroma bom dal tudi opis tega videa, link, tako da lahko sem kliknete, ali pa če greste na YouTube, upišete Nikovi izleti, pa potem se naročite na njegov kanal, to je popolnoma brezplačno. Samo ti srdeč gumbek kliknete, naročite se, pa potem še zvonček kliknete. To vam bo vzel 3 do 5 sekund časa. Mislim, da je pa prav, da tacga mladega fanta podpremo. Lejte, res je malo takih, tako da dejte, no, jaz vas lepo prosim, dejte to narediti.